pozdrav. Na današnji seji Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb smo se seznanili z informacijami o učinkoviti uporabi posebnih metod in sredstev pri pregonu organiziranega kriminala. Ta v Sloveniji obsega poleg klasičnega kriminala, se pravi trgovine z drogami, zdaj tudi trgovino oziroma ilegalni transport z ljudmi, trgovino z belim blagom torej. Pri tem službe sodelujejo tudi s ostalimi tako na Balkanu kot v celotni Evropi in pa s vsemi drugimi partnerskimi službami po svetu. Glede zadnjih dogodkov, ki so bili pravzaprav povod za to, da to posebej obravnavamo na seji, gre namreč za dogajanje v Mariboru, kjer, kot veste, je prišlo do 7 umorov, pa do nekaj večjih pretepov, streljanja in še nekaterih zgodb, ki v Sloveniji nismo ravno navajeni. Je bila ocena služb in policije, da delajo ustrezno. Obenem so opozorili, da nekatere informacije, ki so bile sprva danes s strani samih udeležencev, ne držijo in da te preiskave vse še potekajo. Ravno včeraj je prišlo tudi do pridržanja še 2 oseb v zvezi s tistim pretepom, ki se je končal žal smrtjo mladeniča. Glede streljanja, ki je bilo praktično v istih dneh v bližini Maribora, pa je bila informacija, da tam stvari niso ravno take, kot so se kazale v prvem poročilu. Zdaj, ko gre za pregon organiziranega kriminala, po naši oceni službe delajo sorazmerno dobro, vendar so tukaj nekatere omejitve, ki zmanjšujejo učinkovitost. V prvi vrsti je tukaj uporaba modernih tehnologij, zlasti seveda Darkneta in pa po drugi strani zdaj v kombinaciji z nekaterimi posebnimi načini za prodajo oziroma prepošilanje kriptovalut, ki omogočajo popolno anonimnost in to seveda za pregon organiziranega kriminala predstavlja sorazmerno veliko težavo. Podobno je pri pregonu organiziranega kriminala na področju tihotapljenja ljudi. S tem ima Slovenija čedalje več težav, to ponovno opozarjamo, kajti ponovno se odpira balkanska pot za ilegalne migrante, le da seveda tokrat ne gre za tisto, o čemer smo popularno rekli Cerar Express, ampak gre za razpršen tok, ki ga v veliki meri obvladuje ravno kriminalna združba, ki pač s ilegalnim transportom oseb in njihovim tihotapljenjem čez mejo zelo dobro služi. Žal zelo podobno ravnajo tudi nekatere nevladne organizacije, kar je pa druga tema. Pri samem pregonu kriminalitete seveda neposredno sodelujejo tudi s policijo. V Mariboru policija definirala več območij, 8, če sem konkreten, kjer je potreben poseben nadzor, to tudi izvajajo. Zdaj oni sicer ocenjujejo, da ta koncentracija težkih kriminalnih dejanj ni nič posebnega in da podobno je bilo že tudi v preteklosti v nekaterih drugih mestih. Vsekakor pričakujemo, da bodo te preiskave ustrezno končane in da bo z ustrezno preventivo tudi s sodelovanjem tajnih služb in z uporabo posebnih metod in sredstev pač te zgodbe tam konec, ker predvsem pa, da ne pride do širitve tega dogajanja drugod po Sloveniji. Ob koncu smo se dotaknili tudi odtekanja informacij, ki so pač osebne in so torej zaščitene in seveda tudi kažejo na sum napačne uporabe posebnih metodnih sredstev in smo zaradi tega se dogovorili, da se opravi posebna notranja kontrola in da nas tudi seznanijo s svojimi ugotovitvami.